pozdravljeni v novi epizodi podcasta Ona Plus. V studiu bomo razpravljali o temi, o kateri se pogosto govori šele takrat, ko ni več druge poti, o partnerski razvezi. Takrat se tudi pogosto zgodi, da nekje na poti ostanejo neizrečena vprašanja, tišine, ki bolijo, in občutek, da stojiš med svetom, ki se je podrl, in tistim, ki ga še ne znaš ali zmoreš zgraditi. Z mano v studiu sta Luka Vižintin, zakonski in družinski terapevt, ki deluje v zdravstveno-terapevtskem centru v Ljubljani in na inštitutu Lunina vila, in pa Petra G. Melak, fizioterapevtka, ustanoviteljica Zavoda 13 za podporo družinam otrok s posebnimi potrebami in dobitnica naslova Slovenka leta 2017. Pozdravljena oba. Pozdravljeni, hvala za vabilo. Luka, kot terapevt, najprej me zanima, kaj je največji občutek mogoče izgube ali pa mogoče sramote ali pa da nam ni uspelo v odločitvi? Jaz bom tu predvsem iz nekih svojih strokovnih izkušenj in imam izkušnje in z izjemno bolečimi in kaotičnimi ločitvami in s temi, ki so v bolj spoštljivih in sočutnih oblikah. Se mi zdi, vedno obstaja eno žalovanje. Tako nekako bi jaz povzel. Ker je to izguba partnerja, oziroma ta ločitev, identiteta se spremeni, naša prihodnost se spremeni, vse to, za kar smo upali, kar bo, ali se pa veselili, vse to izgine. Potem pa odvisno od posameznika, ali je eno izjemno težko se soočati s to osamljenosti, enim je pa to zelo domače in končno lahko zadihajo, ko sem imel občutek, da v tistem odnosu več niso mogli. Ampak ja, en sram je absolutno tu lahko prisoten in se pogosto srečamo s tem. Tako nekako enačijo, kot da bi bil to tak nek družben neuspeh. Sploh, ker sta se dva zaobljubila drug za drugega, da bosta se borila in vztrajala drug ob drugem, ne glede na to, kaj bo, in potem jim v tem ni uspelo. Pa nič narobe s tem, se dva odločita za to, da bo tam en razhod. Ampak kar ostaja to. Pa lahko pol še enak. Zakaj je še vedno to tak tabu? Mogoče ne bi rekel tabu, ampak čisto iz vidika odnosov. Koliko to boli, ker je to nekaj toliko intimnega in ranljivega, mi smo tam sebe predali, nekdo je sebe tam predal, drug z drugim sva bila, in nekako sva se v enih ranah in zamerah in bolečini ujela, dokler ne pride do točke, ker rečeta, ne mora več, zdaj pa dovolj. Ali en reče, ali drug reče, zdaj to je pol specifika vsakega odnosa, vsakega posameznika, in to pol vse ostaja, in pride. Tudi, če smo veseli bili in smo pač pobegnili od tega odnosa, še zmer se spremeni naša identiteta, in vse to, kar smo tam bili. Pa tudi odvisno, koliko let smo temu namenili, a imamo otroke, to je en zelo velik faktor to. Zakaj pa, da bi ostajali tako kot neka sram? Mogoče prav to, da sta se dva res odločila drug za drugega in potem se spremeni vse. Pa najbrž neki občutki strahov in nekih nepredelane vsebine. Petra, ko sem zbirala sogovornico za ta pogovor, verjamem, ni enostavno priti, ti si se ločila pred 3 leti, ampak sem verjela kot nekdo z močnim glasom, z močno vzornica v slovenskem prostoru. Jemljem te tako, da ti ni težko govoriti o marsičem, pa vendar je to tema, ki je na nek način vseeno boleča, tako kot smo rekli, nosi s seboj nek prizvok predsodkov. Jaz mislim, da je večji problem ta, ker sta v tej zgodbi dva. Če sem bila prej glasnica v večji meri staršev otrok s posebnimi potrebami, se mi zdi, da sta tukaj dva prisotna in ti lahko govoriš samo tvoj del zgodbe, kar nič ni narobe. Se mi pa zdi, če se malo vrnem to, o čemer sta prej govorila, ta sram bolj recimo je prišla skozi mojo glavo misel, ni mi uspelo. Bolj iz tega razloga, zakaj sem se toliko let trudila, zakaj sem vseeno poskušala narediti vse na svetu, da bi uspelo, pa ni, bolj ta zorni kot. Se mi zdi pa tudi, recimo, zase lahko govorim,
privzgojena v nekem krščanstvu od svojega 15. leta, se mi je zdelo, da to bo, dokler naju smrt ne loči, in ta neuspeh je nekako bil, ne, zakaj mi ne bo uspelo ali pa zakaj mi ne uspeva. Se mi pa zdi tudi pomembno en ta vidik, kot si omenila tudi starševstvo, ravno to, ne, koliko časa si poročen, koliko otrok imaš, ali jih nimaš, ali lahko greš iz te ločitve, brez da bi potem imel stike, ker jih ne rabiš imeti, kadar nimaš otrok, ali mogoče skupnega psa, ne, tudi to se dogaja. Ampak da se vrnem, mogoče so pa to vzorci naših staršev, naših prednikov, da je treba narediti vse in se potruditi, če tudi pozabiš nase na tej poti in se za, recimo, ločitev ne odločiš. Ker v resnici gre za iskanje, ne, sebe, svoje vrednosti. Ampak s kom se ti zdi, Petra, da je pa najtežje zgraditi odnos po tem ločitvi? Je to s otroci, s partnerjem, s svetom? V mojem primeru sama s seboj, gotovo. Jaz mislim, da imamo izziv vse mame, ne samo mame otrok s posebnimi potrebami, ki potrebujejo nego 24/7, ne. Se mi zdi, da sebe malo pustiš na strani, da je bilo to tisto prvotno, torej, če sem prej nekako imela dvignjeno glavo nad gladino vode in samo da preživim, se mi je zdelo pomembno to dejstvo, da se vrnem k sebi, ob tem pa preprosto zgraditi nek odnos z drugima dvema otrokoma, ki me nista v taki meri potrebovala kot hči Sofija. In to je bil zame izziv in je še vedno. Včasih se hecam, ravno sin je v odraščajoči dobi, si mislim, otroci s posebnimi potrebami, tega otroka nahraniš, previješ, gledaš, da mu je udobno. Večji izziv zame kot mamo je prav pač ta odraščajoči otrok, ko res na koncu več ne veš, kaj naj narediš, da bo prav, da boš prišel naproti, da boš ob enem postavljal meje. To je moj velik problem in sebe dojemam bolj kot sem odlično v vlogi negovalke, ne pa starš, ki bi moral postavljati meje. In jaz mislim, da danes je največji problem nas staršev postavljati meje pri telefonih, pri igricah, pri vseh teh stvareh, kar mene osebno zelo skrbi. Ampak ne vem, Luka, bi se strinjal, da najstništvo ali pa bom rekla odraščajoči otrok je takšen ali drugačen izziv ali pa ne vem, imamo vsi enake težave, včasih si pa učitamo, ne, smo se ločili, sem se ločila, morda ima zaradi tega otrok še večje odstopanja ali pa kliče po pozornosti. Ja, jaz bi klej rekel, sploh glede na izkušnje iz Inštituta nujne vile, kjer sodelujem veliko z otroki in mladostniki in sploh teh, ki so produktno, mislim, njihova problematika izjemno zahtevnih ločitev, ne? Govorimo od tega, da je bilo tam nasilje, manipulacije, v glavnem stvari, ki so prišle na policijo in CSD in to. Otroci, mladostniki, najstniki, ne, so zelo dovzetni za to, kaj se dogaja z starši. Načeloma ne bi si vsak otrok želel, da starša ostaneta skupaj, čeprav eni najstniki rečejo, ali pa otroci, pejta že narazen. Zakaj ste sploh še skupaj? Ampak to se ne gre toliko za to, da si želi, da bi šla narazen, ampak to, da se že neha ta dinamika, ki je neprijetna. Ne? Noče več biti v tem noter, ker se to čuti, pozna se to na celem družinskem sistemu. Ne? Če se nekaj dogaja gor na vrhu pri starših, vpliva to na otroke. V družini so vsi povezani. In ne bi mogli biti. Se mi zdi, da je to pomembno pri tem postopku ločitve, da starši dajo vedeti svojim otrokom, da niso oni nič krivi. Ker velikokrat potem otroci pa najstniki pol prevzamejo odgovornost za ene stvari, zaradi mene sta se ločila, nič niso krivi, še zmer sva tvoja starša in te imamo najraj in tudi da pol najdeta starša eno skupno pot, kar se tiče ene vsaj spoštljive komunikacije, ne, da sta prisotna v življenju svojih otrok. S tem, da res tukaj se gre za en tak primer enega spoštljivega razhoda. Ne. Tam pa, kjer imamo potem od nasilja do ne vem kakih vsebin, ki so se dogajale, po prepovedi približevanja, tisto je druga zgodba. Ne. Tukaj govorimo o enih bolj funkcionalnih pogojih.
Ja, to naklonjenost in spoštovanje, da se še zmeraj spoštujeta drugega, da ne komentirata, žalita, kritizirata vsak na svojem drugega partnerja, ne, pred otrokom, vedno ohraniti to spoštovanje. Ne. Še zmeraj je on tvoj oče, dajmo ohraniti spoštovanje do njega in obratno. In potem tudi, da sta lahko prisotna na vseh dogodkih. Bi rekla, Petra, da je to najbrž tudi kar izziv, a ne? Vsi ti odnosi, ki včasih niso tako enostavni, pa vendar me bolj še zanima, kako se spremeni naš občutek vrednosti po ločitvi? Kaj si se spraševala? O vrednosti nikakor ne, ker nisem imela dvomov, da je moja vrednost nižja, slabša. Krasno. Je pa dejstvo, da opažam, da imajo ženske, bom rekla splošno, neke težave v smislu, sem manj vredna, ker sem ločena, kot da je neki predznak družbe. Ne vem, zakaj je do tega sploh prišlo, to je mogoče kakšen fenomen, ki se mogoče samo meni zdi, pa temu ni tako, pa imajo mogoče ženske bolj občutek, ampak gotovo si bi vsi želeli idealen, bom rekla, izplen neke ločitve, ampak je meni zanimivo dejstvo, da šele en tak dogodek pokaže, s kom si živel, koga imaš na drugi strani. Ne? Zanimivo je, da v bistvu določeni dogodki potem pokažejo celotno sliko nekoga. Ne? In meni je tudi terapeutka, v kateri sem hodila takrat neposredno v času ločitve, se mi je zdelo pomembno, da mi reče, ne rabite imeti slabega občutka, če ne žalujete, ker vi ste določene faze že dali, predelali. Toliko prej tisti, ko se na nek način odloči, da se res več ne da, če tudi se postaviš na glavo, ne gre drugače. Ne? In nekako se mi je to zdelo, mislim, sem bila zaradi tega bolj pomirjena. Ne vem, zakaj je še vedno problem. Recimo, jaz sem, da bom terapevtsko pomoč spoznala ravno ob otroku s posebnimi potrebami in se spomnim, že takrat je moja mama rekla, joj, Petra, kaj ti moraš iti psihologinji? To se mi zdi. In zakaj je še vedno, namesto da bi to bila ena pomoč kot osnovna higiena. Grem za to, da bo meni lažje. Grem za to, da bom jaz sebe postavil na lastne noge in bom zato potem otrokom več dala. Točno to. Pa se ne bomo spraševali, kakšna je moja vrednost, kje imam jaz vse težave. Seveda, to so eni procesi, ki so vzporedno, ampak takrat, ko razmišljaš, kam boš šel, kam se boš selil, kdo se seli iz tega gnezda, kam bom šel na terapijo. Bi verjetno bilo bistveno lažje za celotno družino, ki več ne bo imela take forme. Strukture, ja. Strukture. Ja, absolutno. Luka, pogosto navajajo ljudje kot glavni razlog za razvezo pomanjkanje predanosti, torej da partnerji čutijo, da eden ali oba nista več tako vključena ali zavezana zakonu kot prej. Kako pa ti opažaš, kakšni so glavni razlogi za razveze, poleg mogoče, če izpustimo zdaj te nasilje v družini? Tle bi se mogoče oprl prav na tako en tak terapevtski odgovor, na vse, kar smo mi s sabo prinesli v ta odnos. S tem, da itak dolge partnerske zveze, mi se spreminjamo in razvijamo, odnos se spreminja in razvija, pride otroci, delo, živimo tudi, živimo zdaj prav v takem času, ampak smo izjemno vsi zaposleni in upeti in na telefonih in dostopni in vse to, in to so stvari, ki nam odžirajo en čas. Sploh, kaj je fokus na otrokih. Itak, ki so mehni, moramo pomagati in narediti vse, kar lahko, ampak moramo si vzeti čas tudi za partnerski odnos in delati na njem. In recimo prav spomnim se enega para, sta rekla, da sta prišla na terapijo, ker to je bila zadnji pogoj, a se boste ločila, ali boste pa sam še to probala. In se spomnim, da ste rekla, brez veze je nama si vzeti čas za naju, zato ker vedno, ko sva sama se skregala. Ja mislim, hvala Bogu, očitno je tam cel kup stvari še za razdelati. In komunicirati. Komunikacija je tako zelo pomembna, pa tudi to je en tak klišejski odgovor, ki mi rečemo, ampak res govoriti in vnesti spremembo v ta njun odnos, ki očitno potrebuje. Mogoče je pomembno, da rečem, da ni
ne jaz, ne drugi moji kolegi terapeuti, nikakor ni tako, da če boste vi prišli na terapijo kot zadnja opcija, da bomo mi rešili ta odnos. A ne? Jaz bi rekel, eni potem pridejo ven z tega, eni ne. In tudi to je čisto ok, a ne? Gre vsak svoj pot, pa lahko pa mogoče tam naredimo vsaj en tak lep razhod, a ne? Kolikor je pač le mogoč pod pogoj. Zdaj ne vem, če sem odgovoril na vprašanje. Bi nadaljevala mogoče s tem, da ni nekako zelo logično, če pogledamo kot celoto. Ne? Smo mladi, veliko stvari doživimo, potem recimo nek tak klasičen primer, se zavežemo ali to s poroko, kakorkoli že, sledijo otroci, takrat se posvetiš njim, ne? In potem, ko ti otroci malo odrastejo, ali pa pes, ali pa pač nekdo, ki nas spremlja, potem vidimo spet neke razlike, ali pa vemo bolj, kaj bi želeli imeti. Recimo po 40. pravijo, ne, se ljudje bolj zavedamo tega, kaj nam prija, kaj nam ne prija. Bi mogoče mogli se malo počakati, ne, ali kako, čisto pavšalno sprašujem. Ne, jaz bi mogoče bolj rekel, da je treba si ves čas prav izboriti ta čas. Namensko. Pa ne govorim zdaj vsako popoldne, ne vsak svoje dejavnosti skupaj, ne vem kaj, da so otroci sami doma, ne, ampak si vzeti čas. Sploh v družinah, ne, moramo poskrbeti zase, kolikor le lahko, absolutno poskrbeti za otroke tam, ker je naša prva funkcija, ne, pa potem, da ne pozabimo, da smo tudi partnerji, ker se mi zdi, sta dva zelo lepo funkcionalna, pa noter vpletena v vzorce, hiter pa pozabita in se lahko ene zadeve začnejo nabirati. Mi moramo čas nameniti. Prav moramo si ga vzeti. Pol da rečete, pa sej 6 let je bilo fino, niti enkrat se nisva skregala, pa kar naenkrat sva se poročila. Mislim, koliko je tam enih neizrečenih stvari, ki je vsak mogoče zadržal pri sebi, pa je trajal, pa je leta trajal, pa je sam eksplodiral, pa je ta balon počel. Res je treba sproti delati na stvarih. Tudi če so malenkosti. Šalco si ti je dala, ker ne bi smela. Mi pravimo, ni malenkosti. Vse je odraz nečesa. Petra se mačka nasmiha, ampak kot ženska me zanima. Ves čas se spreminjamo, ne? In včasih enostavno ne gre, ali pa smo preveč drugačni od partnerja. Nekako eden ostane na eni stopni, drug na drugi. Kako ti to doživljaš? Jaz se bom vrnila spet v materinstvo, ker sem tako zagovornica, torej ženske kot mame. Zato, ker damo leta sebe na stran in je otrok tisti, ne. Tako kot sem jaz bila dežurna za družino in je bilo jasno, da sem jaz otroke vozila in zdravniku in skrbela zanje v tem nekem širšem pomenu. In se mi zdi en klik velikokrat pri ženskah, ne koliko so stare, ampak otroci so toliko stari, da bi jaz še rada nekaj naredila, bom rekla, ne karieristično za svojo kariero, ampak nekaj, v čemer jaz delovno uživam. Da se vrnem spet v službo. Da imam dopoldan zapolnjen čas, ki ni povezan z družino. Meni se zdi ta aspekt pomemben. Ne? Zdaj, dobro, seveda, kadar ni otrok s posebnimi potrebami, so to krajše neke leta obdobja, ne? Ampak se mi zdi manjkajoč del, da bi si od partnerja nekako želel, da imaš podporo. Torej, če si ti nekako določeno obdobje bil dežuren, potem pa je čas tudi mogoče, da ene stvari jaz prevzamem, zato da lahko se ti, ne vem, vrneš na trg dela, na vse zadnje. Ne? In meni se je zdelo to zelo pomembno, to, da se pač vrnem, da začnem spet delati, da hodim v službo in se mi zdi največji problem pač ta, da nekako otroci pa so navajeni tebe, da si doma. Tako, in potem imam vedno s sinom problem, ko jaz rečem, ne vem, zjutraj sem stala 4:15, tako danes, daj malo počakaj, ene stvari bova uredila, ne, kako je to, ne, v njegovi podzavesti, jaz pa tega nisem navajen. Jaz sem navajen, da si ti tukaj zame in, ne, mama, ki ne sme biti utrujena, mama, ki ne sme
reči tudi počakaj in podobno. No. Jaz tudi ne vem, če sem ti odgovorila. Si nekako lepo plujemo do tega trenutka. Vmes kar ujameš neko misel ali pa misel tebe. Ja, saj je, do tega trenutka, Luka, ko pride do razveze, kako potem naprej? Kaj svetuješ tistim, ki se odločijo za pomoč? Marsikdo si recimo odloči, da si recimo v tistih trenutkih poišče kakšno pomoč, terapijo, ne glih zato, ker jim je težko, pa da imajo neko oporo, pa da imajo enega strokovnjaka na nasprotni strani, ki jih lahko vodi, pomaga, je ob njih in tako naprej. Tako ne zdaj, da promoviram svoje delo, ampak če začutite tako, ste absolutno dobrodošli tudi zaradi takih vsebin. Drugače pa odvisno, ampak eno odkrivanje sebe mogoče, kaj vse smo mi prinesli v ta odnos. Se prav spomnim kakšnega primera, ko se toliko jezijo na svoje bivše partnerje, pa neke odgovornosti je tudi na njih, da so si oni take zbrali. Kaj pa bilo v njih, da so si našli take partnerje, pa da je prišlo do enih vsebin, pa da so mogoče dali sebe na stran za eno obdobje in tako naprej. Tako da razumevanje te zgodovine in teh čutenj in mogoče poiskati ene razloge, zakaj smo prestali tam, čas nameniti sebi. Ne toliko se ubadati s preteklostjo, enkrat prijemo do odgovorov, vse to pride postopoma, vse to je v valih. Ni tako, ker da je eno poglavje, pa se zapre, pa gremo na naslednjega. Pa pol, ker pride ena nova vsebina, gledati na prihodnost. Kako bomo pa mi zdaj s tem časom, ki ga imamo in nam je še namenjen, izkoristili, preusmeriti energijo. Da je tam res mogoče en čas za nas, pa da se mogoče tudi konec koncev naučimo spet živeti sami, ker smo bili toliko časa z nekom. Ja, to bi bilo kar smiselno, Petra, kaj meniš? Si ti vzela čas za to, da si samo ti? Jaz sem zelo pomirjena, če gledam nazaj, da sem se razvezala zaradi sebe, ne zaradi tretje osebe. Meni osebno je to zelo pomagalo. Tudi kasneje se mi zdi izziv žensk z otroki je ta, kdo bo naslednji partner oziroma ali bo kompatibilen z otroki. To se mi zdi, da se vsaka mama izredno sprašuje. V moji zgodbi mene pomirja tudi dejstvo, da otroci vidijo, da je lahko partnerski odnos lep, ljubeč, da kaževa midva doma, da se skregaš, da imamo različna mnenja, da se znaš tudi opravičiti, ker otroka sta včasih že kar malo nervozna, ko rečeva za jedilno mizo, da se pomenimo, ampak se nama zdi pomembno to, da otroci vidijo, tako kot rečem, ne vem, se boš prijateljici opravičila, pač naši odnosi niso idealizirani in naj ne bodo, niso idealni in naj ne bodo idealizirani, ravno da jih nekako želim pospremiti, opraviči se, nič ni narobe, če imaš drugačno mnenje, gre za neko spoštovanje, večkrat smo že slišali, spoštovanje je res, se mi zdi, ključno v nekem širšem območju. Skratka, se mi zdi pač to nekako, da kažemo to, kar živimo drug z drugim. Ni nujno, da je to z očetom otrok. Da lahko otroci rastejo s tem, z neko ljubeznijo, z nekim spoštovanjem in da je to nekako mogoče. To meni daje bolj neko upanje kot tista vzporednica takrat v času ločitve, hvaležna za vse terapije. Zato sem se ti prej nasmehnila, da je kaka ženska jezna, zakaj je tam pristala, da ni mogoče on samo kriv, da si ti tudi to vse dopuščala in toliko let in je fajn, da nekako greš nazaj. Velikokrat rečem, da sem jaz morala prejšnji Petri odpustiti. Da je tako dolgo bila v tem odnosu, da ni bilo prav, da je bila in vse skupaj in se meni zdi pomembno ravno ta del odpustiti tej Petri, da je lahko danes pač, da rečem ena druga oseba, da zapremo pa vrata,
ki se odpirajo zaradi nekih stvari, ampak so lahko zaprta, zato ker potem si ti nekdo drug, ki terjaš drugačen odnos. Čeprav z osebo, ki prej nisi, nisi zahteval spoštovanja, ki bi si ga zaslužil. Ja, lepo si In potem tudi pride najdem, pomiritev s tem, ne? Ja. In ena čist druga drža. Ja. Ja, in se lahko tudi nove poti odprejo, potem si dovoliš, ne, za nove poti. Luka, mene pa zanima, Petra je povedala, kako je ona razmišljala v tej situaciji, kako moški razmišljajo ob ločitvi, sploh kadar so tisti, ki so nekako mogli sprejeti ločitev. Ja, zelo dobro vprašanje, ker absolutno je tukaj ena razlika, pa tudi čisto iz izkušenj, glede na to, kakšne kliente s kakšnimi vsebinami prihajajo do mene. Mogoče krivda, a ne? Nemoč, v kateri moški zelo nismo radi, no, sej, kdo pa konec koncev eno, jeza, lahko je ogromna enega besa, prav besa, kaj mi je naredila, strla mi srce, pa potem od kombinacije ene žalosti, žalosti in besa in potem se lahko žalost prek eno jezo kaže, tudi kakšne agresije lahko pride, tako, sploh se mi zdi, koliko je pomemben, da imajo tudi moški nekoga, ki se mu lahko zaupajo, pa lahko govorijo z njim. In meni je to vedno zelo dragoceno in sveto, da se izberejo recimo mene, ampak vedno podpiram to, če so kakšna prijateljstva tam, ki se pa lahko obrnejo, ker nekako tradicionalno gledamo moški bolj vseb. Držimo te vsebine. Že skrbničkom predebatiramo, pa smo takoj lažje. Ne? Ampak to takrat rabimo, eno oporo, pa da nismo sami v tem. Veliko moški je pa zelo sami v tem. In pa zadržujejo vse to vseb in so razdražljivi in se pozna posod na vseh področjih, se pa to pozna. Kako potem to spustiti kot moškemu? Ženske se mi zdi, da nekako bi si že svetovali, ampak recimo moški vseeno. Ja, se mi zdi biti uporaben, pretvoriti to v neko delo. V neko delo, nekaj konkretnega. Kako bomo mi zdaj rešili ta problem? Gremo, pač najti rešitve. Tudi če je to, da si pol vzamejo čez zase, da se lahko, mislim, ne bi rekel razvajajo, ampak pač so več v športu, pa pač več delajo, pa en tak svoj proces. No. Je pa pomembna, tukaj je pomembna ta čustvena plat, pa da lahko so z nekom ranljivi. Ampak če pa ne, je pa tudi ok, no, pa da je neko način, ampak samo da je nekdo ob njih. Včasih ne rabijo več, kot samo to, da pač nekdo je zraven. Pa če to en kolega, vam oni povejo par stvari, pa on nič nazaj ne reče, pa reče sam, hvala, ker si povedal, in je to, in je v redu. In se kar sprosti tam neki, ja, tako. Mogoče, da ni toliko enih, tokrat po doživljanju vse to, kar je bilo, ampak bolj delovati. Ja, bolj efektivno delovati. No. Ampak to iz mojih izkušenj in iz mojih klientov črpam to. Lahko da imajo eni drugi čist druge zadeve. Kaj pa v primeru, ko nekdo, ne glede to moški ali ženska, še vedno goji upanje, da se bojo stvari vrnile nazaj? Je veliko tega? Tudi. Pola ne, ko pride do ločitve, pa recimo do samega ločitvenega postopka, pa nekdo ne želi sodelovati v tem, pa ne želi podpisati, pa je potem lahko ena taka bitka, se mi se tako dan sploh ločimo, če on želi ali pa ne želi, se lahko poslovimo tega odnosa, koliko enega strahu tam, da bojo sami. Mogoče klek sploh igra ena vloga, ena navezanost, anksiozna, sam sebe bom prepuščen, ne želim te izgubiti, ne želim tega, in pol v bistvu je že skoraj ena otvara tam, ker če se nekdo ne želi biti s tabo, zakaj bi tam potem ustrajal. Ampak se gre bolj zaradi njihovega strahu, to, da bi ostali sami. Ker biti sam je lahko strašljivo. Smo odnosna bitja in če imamo občutek tam, da nas nekdo zapušči, pol se gre za neke njihove rane, kar vse so oni tudi prinesli v ta odnos in kaj se tudi v tem postopku v njih prebudi. Petra, tako kot te opazujem, se mi zdi, iz teh tvojih izrečenih besed, da si ti že kar veliko stvari predelala, ko si se za to odločila, pa vseeno, kako iti naprej, kadar vseh nas je najbrž potem strah nekih ponovnih ran? Ali ne?
mislim, pomembno je, kaj je razlog, kaj je tisto, zaradi česa rečeš ti, da je dovolj. In takrat tisti trenutek, ko veš, da ne boš stopil nazaj, ker to pa si res več ne dovoliš, potem ni druge opcije kot samo pot naprej. In se mi zdi pač to pomembno, malo da si samo, jaz imam rada stvari pospravljene pred sabo, da potem vidim, ok, tudi če ne vem, kakšen cilj je na drugi strani, vem, da je. Vem, da je luč, vem, da si ne želim nazaj in samo to je tisto, zaradi česar me ni strah. Se mi zdi v vseh nekih, bom rekla, težjih preizkušnjah ali na vse zadnje, saj tudi, ko dobiš otroka s posebnimi potrebami, pač se vedno nekako neke, da rečem, sporednice vlečem, ker so tudi, smrt otroka je ena izmed tistih, da rečem, 3 najhujših dogodkov v življenju, ločitev, kaj pa še je? Mislim, smrt otroka vlada. Da v bistvu nekako, da je ni več situacije, zaradi katere nekako, bi rekel, ne vem, dvignem roke in konec sveta, ne vem, kaj bom naredil. To je neka notranji stebel. Ja, ampak tako kot sva se pogovarjali, mi zdaj ne delamo reklame za to, da bi se čim več parov rašlo. Ne, pogovarjajte se, dokler je čas, dokler je upanje, ali pa dokler je nekako na obeh straneh želja po dajva probat, dajva ne vem kaj spremeniti, dajva se poslušati, karkoli, se naj ta partnerski odnos nadaljuje. Ampak samo zato, da bo tebi neprijetno, ker ne boš znal biti sam, ker ti bo neprijetno, da boš v družbi, ne vem, edini ločen, ker ti bo neprijetno, se mi zdi včasih, to prej, kar si govoril, da včasih zaznavam pri moških ego, ko ženska gre, ni to, da moški njo želi nazaj, ampak samo, da je ranjen zato, ker je ona odšla iz nekega odnosa. Je to ego ali mogoče vloga žrtve? Ne, se mi zdi tako kot pri prevarah, recimo, moški drugače dojamejo prevaro. Ko se zgodi prevara njemu, da ga je ženska prevarala, kot pa ženska, nekaj je tam drugače, mislim, ego, mogoče nekaj z neko vrednostjo prepleteno, ali pa našo sigurnostjo. Tako, to bi dovolj. Da je nekaj na tem, ker smo različni, smo si. Ampak recimo, včasih rečejo, najdemo se ljudje z isto bolečino, z isto izkušnjo. Kaj v bistvu iz preteklosti, iz nekega zgodnjega otroštva potegnemo, kadar pride do ločitve ali pa do nekih razhajanj v partnerstvu? Odvisno do vsakega posameznika, ampak to je znanstveno dokazano in podkrepljeno z tisočimi raziskavami, da je to res. In tako je, tako smo ljudje kot vrsta zgrajeni, da to, o čemer mi odraščamo, to možgani posrkajo, to se naučijo, to je meni dom, to se prav organsko vpiše v našo telo, to zasledujemo, sami naredimo nek korak naprej, ampak ene stvari pa ostajajo in jih ne moramo čisto sami razrešiti. In potem se najdemo z enim partnerjem v odnosu, ki pa je to ena priložnost, da pa drugemu lahko zacelva rane. Ampak ponavadi je glih tako, da najdemo enega tazga, ker to, kar mi želimo od njega, njemu najtežji dati. In to, kar on želi od vas, od tebe, od nas, je pa nam najtežji dati. Sploh ne vem, pa se ciklamo lahko v teh vsebinah. Kaj je bilo vprašanje? Te rane iz otroštva. Tako, rane iz otroštva. No, temu se ne moramo izogibati. Pa rečejo včasih klienti, saj vem, kaj se meni dogaja. Se rekel, super, da vemo, koliko ste pa prečutili ene stvari. Lahko da ona nosi njegov bes, ali pa njegovo jezo, ali pa on nosi njen strah, ker njo vaš čas strah, pa je to toliko potačeno njej, da je pol kar njega strah in take vsebine. Pol se kleje en tak čustven ples se razvije med dvema. In kaj je tako pomembno, da mi govorimo in se pogovarjamo o teh zadevah, čustvenih. Vse absolutno, mislim, brez tega, da se zorganiziramo in logistično izpeljemo dan, z eno družino in to pač ne gre, ampak vzeti si čas še za to čustveno plat. Pa kako se počutva drug v drugmu, pa na kaj me spomne, kaj mi rečeš na tak način, da nisi še zmer šalce dal v pomivalni strojalnik. Tudi take stvari se lahko vedno poveže z nečem in se lahko slišimo
ne samo slišimo, ampak tudi začutimo. Ker se enkrat začutimo drugače, to je pol ta neka novost in sprememba. Pa mogoče bi kaj sam še to dodal. Jaz tukaj govorim o neki komunikaciji in pol rečejo, pari ali pa posamezni, mi ves čas se pogovarjamo. Se res, ampak izven teh svojih okvirjev. To je mogoče tukaj izziv, kjer pa pol strokovnjaki lahko prav, pridemo prav, da je ena tretja oseba, ki pa ve, kaj iskati, pa pač da lahko pomaga vnesti eno spremembo in izven teh naših okvirjev. Onda se pogovarjate znotraj te ene njune kockice in potem mi lahko damo tukaj eno širino. Ja, lepo povedano. Petra, prej ste že hotela malo napeljati, pa te bom zdaj direktno vprašala. Kako dojemaš ljubezen? Kako jo dojema nova Petra, nova različica, pa ne vem, kako jo dojemaš 10 let nazaj, pa danes? Zanimivo, da terapeutka, kateri sem hodila ravno zaradi Sofije, je rekla, to, kar recimo v filmih slišimo, nasprotja se privlačijo, ne se tega držati. Kvečemo ta neka prijateljstvo, ljubezen iz tega. Vidim recimo, kaj novi Petri izredno veliko pomeni občutek varnosti, občutek, da sem lahko jaz, občutek, da nisem preveč, da lahko povem tudi o svojih nekih doživljanih čustvih. Da se lahko izraziš, ne? Ja, očitno tudi, ja. Zanimivo pa je, ne vem, pač skozi čas, kaj je včasih zate bila ljubezen, ali pa kaj je bila zame, ne? Kaj je pa tisto, nekako se mi zdi, kot da se vračamo, mogoče splošno govorim, pa ti kot strokovnjak boš negiral, ampak kot da se vračamo k tistemu prvinskemu, ne? Nismo kot otroci potrebovali občutek varnosti, občutek, da nas je nekdo slišal, poslušal, ne vem, neke te stvari, na katere sem jaz pozabila, ali pa nekdo, da ti diši z nekom, da greš, ne vem, na hodok, pa se imaš tako lepo, kot bi šel na ne vem kako potovanje. Ne? Nekako, da rečem v angleščini back to basic, k temu, no, in da če tu na neki osnovni, na osnovnem nivoju ni, jaz ne vem, zakaj sem iskala drugje, ker pa tega, kar sem si želela, nisem našla. Ne? In tu vidim zdaj pač en tak kontrapol. Temu. Ja, lepo. Ja. Luka, včasih rečejo, čas celi rane, ne? Jih res, kako ti opažaš posameznike, ko grejo skozi ločitev, kaj jim najbolj pomaga? Ja, čez celi rane, je pa tudi pomembno, da se mi lahko tako, kot smo prej rekli, da se malo poglobimo sabo in soočimo s tem, kaj smo se mi prinesli v ta odnos, v katerem smo bili in kaj smo mogoče tudi odigravali. Ampak ja, iz strokovnih izkušenj, ves čas biti v temu, pa iskati, pa vrtati vase in vse to, ali pa mogoče sem tukaj bolj fokusiran na kakšne moje moške kliente, tudi ne gre. Pa moramo tudi se malo sprostiti, pa zadihati, pa veseliti, ampak tudi vračati k temu. Se mi zdi eno tako ravnovesje, kot je vedno v življenju, tudi v družini, prej, kar si lepo govorila. Ravnovesje in dopolnjevanje, recimo, koliko je to pomembno v enem odnosu s partnerjem, z otroki in to neko spoštovanje in da smo pristni tudi tukaj, da smo mi pristni, da imamo eno pravno ravnovesje med tega, da se lahko živim za jutr, uživam pa se vam fino tudi, pa tudi se poglobim vase. No. Kaj je mogoče glavni strah ob ločitvi? Ravno to, da bomo ostali sami? To je za ja, odvisno od odločitve, zakaj je prišlo do tega. Pa odvisno od posameznika. Jaz bi težko rekel, ampak marsikoga je ob ločitvi, recimo strah, da ne bodo nobenega novega spoznali in rečejo, da ampak to je prav tako, ker tudi pokaže njihovo vrednost, komu sem pa jaz lahko všeč. Saj sploh ni več nobenega mojih let, ki je bil na voljo in to ni res, in so kvalitetni ljudje okoli vas, odvisno od tega, koga vi tudi privabljate, pa koliko se temu izpostavljate in to. Ampak ja, en tak strah, da mogoče je pa to bila ena naša priložnost in da ne bo več druge in
Pa je to pomembno, koliko mi lahko sami sebi zaupamo, pa zasledujemo eno srečo, pa da smo najprej srečni sami sabo, pa se bo pa že vrata odprla, ne? Bo že življenje v marsičem kar poskrbelo za nas. Tako jaz nekako gledam na to. Zdaj, kako. Ja, ne, ko sem vmes, ko si govoril, sem si mislila, ja, jaz tudi glasujem za terapijo, pa ne delam reklame. Ja. Ne, mislim, tu narediš 3/4 dela. Zdaj pa pač seveda je v dvoje bistveno lažje živeti in vse ostalo, ampak da boš šel v prihodnost samo zato, da je fokus samo v tem, ali bom koga na novo spoznal ali ne, ali to pa mislim, da ne vem, pač jaz osebno, tako, meni se to nikoli ni zdelo zdaj najpomembnejše vprašanje mojega življenja, nikakor ne. Je pa seveda lažje ljudem, ki imamo neko širšo skupino ljudi, ki se radi družimo, ki se ne zapiramo, zaklepamo doma, nam je nekoliko lažje, ni pa to pogoj, da boš pa ti zdaj, ne vem, v doglednem času našel pa res nekoga krasnega, ne? Ampak je tisto delo na sebi, dopuščanje oziroma, da imaš odprta vrata, priložnost ali pa sreča v dvoje lahko pride na tak način, no. Ok. Kako, vprašanje za oba, kot terapevtski vidik, kot ženski vidik ali pa tako, kako spet najdete sebe? Kakšna je pot? A boš ti zdaj spet? Nekomu, ki mogoče gre čez take procese, ko mu ni enostavno, ko nekako se mi zdi ne vidi tega izhoda na način, da je kaj lepega ta trenutek v njem, izven njega. Absolutno sprejeti situacijo točno taka, kot je. Jaz mislim, da je to začetek vsega. In šele potem so poti, ki se ti odpirajo, ampak vse se zelo prepleta ta naš pogovor. Strah, s katerim se moraš soočati, izguba na nek način, če je to zate izguba, ki jo moraš sprejeti, delo na sebi, ne vem koliko že danes, ne. Niso to neke floskule, ampak ni recepta, ki bi ti z eno, ne vem, samo čarobno palčko vse to te procese je potrebno oddelati. Naš problem pa je, ne samo problem mladih, ko rečemo, kako so otroci hočejo vse na hitro, danes, ne vem, ne vejo, da smo mi hodili, na pamet govorim, 2 kilometra do šole, oni pa, ne vem, jih peljemo ali kakorkoli, ne. Ne, tudi tukaj se mi zdi, da smo malo razvajeni in bi radi pospešili določene... Instant rešitve, ja. Evo, hvala, no. Ja. Mikrofon ti predajo, da v bistvu to, ne, Ja. ampak to je najtežje, bojimo se, seveda, tu je ogenj, ne boš ti plano nad. Podzavest naša želi, da se umakneš, mogoče je to krivo, to zdaj se sprašujem, težje je gledati strahu in vsemu v oči. Pa težko nam je biti neprijetno. Težko nas je strah, težko nam se krivo počutimo, težko je sram in vse to. Mogoče včasih del tega procesa je tudi sem zdržati z enimi stvarmi. Se uležati na tla, pa gledati gor, pa sam, ok, pet. Čez telo si bom dovolj čutiti. In je ok, če nam je neprijetno, normalno, da nam je neprijetno. Ampak pustiti prostor mogoče telesu, da lahko to steče. Ne vem pa več, kaj bo vprašati. Kar navezal. Ja, to, kako najti sebe. No, ampak se mi zdi odgovor zelo dober, zato ker res dostikrat iščemo neke hitre instant rešitve, hitre rezultate, pa si v bistvu za sproti sploh ne dovolimo čutiti, tako kot praviš. Ja, zelo smo zamoteni. Zamoteni, pa od medijev do tehnologije in vse lepo in prav in čudovite stvari. Ampak mi moramo dati pustiti sam čas telesu, da prečuti ene stvari. Pustiti čas. Pa ja, se če že gledamo, koliko imamo enih nič proti farmakološkem zdravljenju, itak ne, ampak instant rešitve, glavobol, vzameš aspirin, puf, pa rešen. Je prav, da si pomagamo in da so vsa ta orodja, ne me narobe razumeti, ampak včasih pa moramo se pač pustiti, da začutimo ene zadeve, da če mi čutimo, da se nekje v naših prsih ena tesnoba nabira, pa da bo prišlo do paličnega napada, da ni to vedno klic
pomirjevalo, ampak da očitno je treba ene stvari tam prečutiti in gremo, ne, Oli, v to, da vidimo, kaj bomo začutili. Tudi če je tak občutek, da bomo umrli, pa da nam bo srce iz prsi ven šlo, pa jaz vem, ali to se tako lepo sliši, v teoriji, ki sedimo pa se pogovarjamo, pa ki si enkrat v tej situaciji je grozljivo, ne, zelo neprijetno, ampak enostavno mi smo narejeni za to, da čutimo in moramo si dovolj čutiti. Moramo dati prostor telesu. Lepo, še enkrat bom rekla, lepo si hotela še kaj dodati. Ja, pač ravno to, da mogoče, če nekdo, ki zdaj to posluša in je v tej situaciji, ko enkrat vsaj malo izkusiš to, soočiti se sam s sabo, s to bolečino, z najbolj neprijetnimi stvarmi, je že drugič bistveno lažje. Dovoli si, poskusi, boš preživel. In mene zelo pomirja ta tvoja misel, preprosto na nek način spustiti, počakati, sploh jaz, ki sem hiperaktivna, ki bi to vse sama naredila, ne? Ampak ravno zame je to izziv, pusti. Ker ene stvari ne rabiš ti oddelati, da zdaj se predelajo, da rečem, ne? Ampak samo spusti, prepusti. Spustiš, ja. Ja, hvala obema za prijeten pogovor. Zdaj v bistvu naslov podcasta bi bil lahko karkoli, ne samo življenje po ločitvi, ne? Ampak mogoče tudi pogled vase, kako spuščati, kako nekako dovoliti si čutiti, ne? Omenila si tudi, da sprejmemo stvari takšne, kot so. To se mi zdi, da imamo tudi kar vsi izzive s tem. Tako da hvala. Torej, partnerska razveza ali ločitev ni zgolj konec odnosa, temveč priložnost za najgloblje srečanje s seboj, s svojimi ranami, potrebami, strahovi in željami. Pomembno je, da si vzamemo čas, da znova zaupamo življenju, sebi in drugim, da spoznamo moč odpuščanja ter predvsem, da v vseh odnosih najprej izberemo sebe. Hvala za pozornost in se vidimo zopet čez 14 dni.